Pravica do izobraževanja. Pred Evropskim tednom mobilnosti. Knjiga na domu. V spomin in v opomin. Ko zadiši po domače. Jesenske serenade. Na tekaških rolkah. Lepo pozdravljeni. Že tretjo informativno oddajo zapored začenjamo v šolah. Otroci imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja na podlagi enakih možnosti. In tako je potrebno tudi otrokom s posebnimi potrebami nuditi pomoč za njihovo čim širšo vključenost, kamor sodi tudi vključevanje otrok v redne šole. Pedagogi učencem s posebnimi potrebami nudijo dodatno strokovno pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, skladno z odločbo o usmeritvi. In kakšne so razmere pri nas? V občini Medvode je lani potrebovalo dodatno strokovno pomoč 117 osnovnošolcev od skupaj 1499 oziroma 7,5%. Imeli so torej odločbo za strokovno pomoč od 1 do 5 ur tedensko, bodisi v okviru pouka, bodisi izven pouka. Letos je vpisanih 1556 otrok, se pravi 57 več kot lani. Odločbo pa jih ima 111 oziroma 7%. Številka je takšna, kot je. Zdaj učenci imajo oziroma starši lahko vlagajo za pridobitev odločbe in s tem seveda vključitev tudi v vsako osnovno šolo. Tako da v naši občini imamo od 1556 otrok, 111 otrok, ki imajo odločbo kot učenci s posebnimi potrebami, kjer se jim delo prilagaja. Te učenci imajo dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi, logopedi in tako dalje, in dodatno učno pomoč, ki jo izvajajo ponavadi pa učitelji razrednega pouka ali pa učitelji predmetnega pouka. Tako da to tukaj ni razdeljeno. Res je, da je ta odstotek v ravni občine 7%. Res je tudi, da je v letih zadnjih 2-3 letih tudi narastel. Učenci se spopadajo z različnimi težavami, ki se odražajo pri branju, pisanju, pravopisu, računanju. Učenec ima težavo s pozornostjo in koncentracijo, pomnjenjem, koordinacijo. Težave se lahko kažejo tudi na socialnem in emocionalnem področju otrokovega razvoja. Pri delu učitelji uporabljajo ustrezne oblike in metode dela, s katerimi razvijajo šibka in močna področja, ki so usmerjena k korigiranju, odpravljanju ali kompenziranju otrokovih motenj in primanjkljajev. Najvišji odstotek učencev z odločbami znaša 9% na osnovni šoli Medvode, kjer od 384 vpisanih potrebuje pomoč 34. Na šolah v Preski in Pirničah je teh otrok 44 oziroma 20, kar predstavlja 7%. Najmanj 13 otrok ima odločbe za strokovno pomoč na šoli Simona Jenka v Smledniku, kar predstavlja 4%. V Sloveniji je 27 osnovnih šol s prilagojenim programom, ki jih v letošnjem šolskem letu obiskuje 3118 otrok. Med njimi je tudi 35 otrok iz občine Medvode. V Škofji Loki v osnovno šolo Jela Janežiča je vpisanih 24 učencev iz Medvod oziroma 3 več kot lani. V Kranju v osnovni šoli Helene Puhar je bil že lansko leto le en učenec iz Medvod, ki naj bi se letos celo preselil. V Ljubljani, v centru Janeza Levca pa predvidevajo, da bo iz Medvod 10 učencev, saj še ni uradnih podatkov. Zanimivo je, da sta v Medvodah letos v 4 rednih osnovnih šolah vpisana 202 prvošolca in da noben 6-letnik iz naše občine ni v šoli s prilagojenim programom. Kakorkoli, nas je zanimalo, kaj se dogaja v zvezi z osnovno šolo v Škofji Loki, kamor se vpisujejo otroci iz Medvod s splošnimi učnimi težavami od leta 2005-2006 naprej. Zaradi visokega vpisa, lani rekordnega 21 otrok s stalnim bivališčem iz Medvod in načrtovanega nadzidka v vrednosti 1,2 milijona evrov so občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri povabile občino Medvode, naj prevzame del bremena oziroma stroškov tudi tako, da postane soustanoviteljica javno vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki opravlja dejavnost vzgoje
in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Res je, 28. februarja je občinski svet sprejel sklep, da se začne postopek, da naša občina postane ustanoviteljica Osnovne šole Jela Janežiča, občine Železniki, Gorenja vas, Poljane in Škofja Loka so osnutek odloka že sprejele. Potreben pa je še sprejem v občini Medvode in občini Žiri, potem pa sledi usklajevanje glede morebitnih pripomb in priprava dokončnega predloga odloka. A je možno, da bi recimo ta odlok že zaživel z novim letom, se pravi z januarjem 2019? To jaz težko ocenjujem, menim pa, da glede na to, da so lokalne volitve, bo postopek verjetno padel v novo koledarsko leto. Po pogodbi o financiranju Osnovne šole Jela Janežiča iz maja 2008 tudi občina Medvode plačuje svoj delež rednih obratovalnih stroškov zavoda glede na število otrok. V lanskem šolskem letu je bila to 1,57 vseh otrok. Letos imamo v Osnovni šoli Jela Janežiča 24 naših otrok iz občine. Znesek se do konca leta ne spreminja, tako je zapisano v pogodbi. Z novim letom se pa potem februarja, marca naredi poračun in se potem stroški primerno ostanejo enaki, kar je naša želja, oziroma se povečajo glede na stroške, ki nastajajo. Zdaj, tukaj treba tudi verjetno upoštevati, občina plačuje tudi prevoze teh otrok, ne? To ni zajeto v ta znesek. Občina Medvode plačuje prevoze prevozniku, poleg je tudi spremljevalec, ki te otroke spremlja od naše občine do šole, tako da to so pač dodatni stroški. Način prevoza je določen z odločbo, ki jo otrok dobi ob usmeritvi, in občina Medvode se mora tega seveda tudi zakonsko držati. Junijski zahtevek za 21 učencev je denimo znašal 2500 evrov. Za prevoze v Škofjo Loko gre na leto po 30 000 evrov. Dodajmo še, da so imeli osnutek odloka v Škofji Loki na občinski seji že pred 3 meseci, 12. junija, in potem bi, če bi odlok veljal že v tekočem letu, občina Škofja Loka kot največja soustanoviteljica zavoda plačevala 46% za materialne stroške in 51% za investicije. Enako, pred 3 meseci sta osnutka sprejela tudi občinska sveta v Železnikih in Gorenji vasi Poljane. 3. septembra ni bil le prvi šolski dan, je bil tudi dan razpisa lokalnih volitev, ki bodo 18. novembra. Volili bomo župana, 23 članov občinskega sveta ter člane svetov 11 krajevnih in 2 vaških skupnosti. Tega dne so se začela tudi uradno volilna opravila in od tega dne dalje pa vse do vključno 18. oktobra lahko volilni upravičenci pri pristojnem upravnem organu, torej na krajevnem uradu, s podpisom pred uradno osebo podamo podporo bodisi nestrankarskemu kandidatu za župana, bodisi nestrankarskim listam kandidatov za občinski svet. Za strankarske kandidate veljajo drugačna merila. Torej, če želite kandidirati kot nestrankarski župan, potrebujete podpise podpore 130 občanov. Ob gradnji kanalizacijskega in drugih omrežij širom naše občine prihaja tudi do nevšečnosti, ki tako in drugače motijo občane. Ena od teh so tudi pretrgi vodov naše kabelske televizije in s tem povezanimi izpadi, tako televizijskih kot internetnih signalov. V zadnjem času se je povečalo število pretrgov kablov, saj se je povečalo tudi število gradbišč širom občine. Četudi imajo izvajalci obvezo, da naš kabelski sistem zaprosijo za odmero trase in za črtanje, kje potekajo vodi kabelskega sistema, dostikrat ne kličijo naše tehnične službe. In takrat se zgodi, da pretrgajo kable in s tem izpade kabelski sistem na celotni trasi od pretrga dalje. Se pravi, če pretrgajo kabel na začetku naselja, bo signal izpadel celotnemu naselju. Zaradi tega je pomembno, da naša tehnična služba zariše traso gradbenikom pred pričetkom izkopov.
Če pa že pride do pretrga pri izkopu, pa vas prosimo, da nemudoma pokličete našo tehnično službo na telefonsko številko 080 22 88 ali pa direktno v podjetje Elektroprom, ki upravlja naš kabelski sistem in ima vsakodnevno v Medvodah 2 tehnični ekipi na terenu. Pokličite jih na številko 03 56 57 150. Še posebej vas prosimo, da javljate tudi vse manjše poškodbe kablov, saj jih gradbeniki sami ne znajo strokovno sanirati. Povijanje kabla recimo z izolirnim trakom, kar gradbeniki ponavadi naredijo, bo že v kratkem času povzročilo slabši signal v domovih. Zavedati se moramo, da smo vsi skupaj lastniki našega kabelskega sistema in da vsako poškodovanje kabla pomeni poškodovanje naše lastnine. Zaradi tega prosimo vse naročnike na področjih, kjer se izvajajo gradnje, da ste pozorni na izvajanje del in nam javljate opažene napake. Občina Medvode se bo tudi letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki naj bi nas spomnil na to, kako prijetnejši bi lahko bil promet brez izpušnih plinov. V ta namen bodo od ponedeljka 17. septembra do petka 21. septembra organizirane številne prireditve, večino njih kar v strogem središču mesta, ki bo zaprt za motorni promet. Obetajo pa se tudi nekatere novosti, med drugim pešbus, knjigofer, družinsko kolesarjenje na Katarino in treningi za medvoški tek. Že tretje leto zapored se torej v okviru tedna evropske mobilnosti obeta cel niz aktivnosti, ki naj bi nas občane opomnile na skupnostno odgovornost do čistejšega okolja in do svojega zdravja pod geslom Združuj in učinkovito potuj. Gre za geslo, ki nekako naslavlja občane in skupine občanov, da sodelujejo pri skupnem prevozu za nekako začrtano destinacijo, če se le da vsakodnevno destinacijo, in sicer z nekakšno multimodalnostjo. Če dam za primer našo občino, ki se mi zdi zelo posrečena ureditev, prideš do železniške postaje s kolesom, greš na vlak in potem izstopiš iz vlaka in se še sprehodiš kakšen kilometer do svoje službe. Kot rečeno, pester program aktivnosti. Lokalne skupine Šole zdravja nas bodo ponovno povabile v središče mesta na skupinsko vadbo ob 8. uri zjutraj od torka do petka, ko bo potekal tradicionalni dan brez avtomobila. Takrat se jim bodo pridružili tudi uslužbenci občinske uprave, ki se bodo kasneje na terensko delo odpravili kar s kolesom. Cele družine pa se bodo dan poprej pod okriljem kolesarskega kluba Medvode odpravile na družinski kolesarski izlet na Katarino, seveda, dokoder bodo pač zmogle. Strogi center mesta, ki bo zaprt za motorni promet, se ta proizvaja izpušne pline in hrup, se bo spremenil v košarkarsko igrišče, v igralnico za otroke, v poligon za preverjanje kolesarskega znanja in potujoče ustvarjalnice. Vsi, ki bodo v četrtek ali petek v center Medvod prišli peš ali s kolesom, pa bodo nagrajeni s palačinkami. Kabrio bus bo občane v četrtek peljal po opravkih in jih z naslednjo vožnjo spet pobiral na relaciji Medvode, Žlebe, Goričane, Sora, Senica in v Medvode nazaj. Hkrati pa bo na njem potekalo turistično vodenje. Tudi z vlakom se bomo ceneje vozili. V tednu Evropskega tedna mobilnosti bodo ponovno sodelovali tudi grafiterji, ki bodo oblikovali grafite v neposredni bližini lanske poslikave. Grafit bo nosil sporočilo pešbusa, ki je sicer največji projekt letošnjega Evropskega tedna mobilnosti pri nas. Letos ga bomo pod vodstvom občinskega inšpektorja Aleša Karbe prvič izvedli tudi v naši občini, bolj poskusno. Veseli bi bili, da bi se ta zadeva tudi prijela. In sicer otroci se bodo zbirali na posebej določenih mestih, ta jih bodo pospremili starši, oziroma če bojo prišli do tja sami. Tam jih bo potem prevzel pešbus. Pešbus pomeni, da v pešbusu se vozijo, oziroma bomo rekli korakajo prostovoljci in drugi učenci, in te učence poberejo in se potem ta pešbus veča, visokača se veča in pride se pravi do končne destinacije, to je pa šola.
Zaključna prireditev Evropskega tedna mobilnosti bo potekala naslednji petek popoldne in se zaključila s treningom za tradicionalni medvoški tek zadnjo soboto v septembru. Nič tekmovalnega, zgolj v duhu zdrave mobilnosti. V projektu smo v bistvu povabili številne prostovoljce. To moram najprej povedati, da so najbolj aktivni prostovoljci. Medtem, ko smo povabili tudi nekatere organizacije, mislim, da jih te več kot 10, med katerimi bi mogoče izpostavil najbolj javni zavod Sotočje, potem tudi knjižnico, vrtec Medvode in še osnovne šole in še druge organizacije, tudi iz gospodarstva. Zdaj, kar se pa tiče samega sporočila, da se bo mislim, da se bo Evropski teden mobilnosti prejel samo tako, da bomo mi sami v nas nekaj spremenili in bomo enkrat rekli, ja, zdaj pa gremo v trgovino, bom šel pa raj s kolesom, se bom košarico na šraufal gor in bom šel s kolesom po fasungu, če se tako izrazim, in ne z avtom. Vi prakticirate to miselnost? Ja, zdaj kakšen mesec nisem, ker sem imel pokvarjen kolono, ampak zdaj je prišel iz servisa in se spet vozim okoli. Program z dogodki Evropskega tedna mobilnosti ter njihovimi podrobnimi opisi najdete na spletni strani občine Medvode, pa tudi na Facebook strani celostne prometne strategije občine Medvode. V Evropski teden mobilnosti pa se tudi letos vključuje knjižnica Medvode in ga povezuje z nacionalnim mesecem skupnega branja. Kar nekaj aktivnosti v organizaciji knjižnice Medvode se bo, če bo seveda vreme naklonjeno, odvijalo na prostem, na za promet zaprtem delu v središču mesta. Tako kot vsako leto bo čez cel teden čitalnica na prostem, pa nekako risalnica na prostem, otroci bodo dobili krede, bodo risali, ustvarjali, ostali se bodo pa lahko na mostu legli na naše ležalnike in brali knjige, ki bodo tam tudi na vozičku pripravljene za to. V sredo imamo družabne igre za celo družino zunaj na ulici. Na zaprtem delu Medvoške ceste bomo knjižničarke prisotne in bomo z vsemi, ki bodo prišli mimo ali pa se udeležili tega, igrali razne družabne igre in bomo se zabavali zunaj na ulici. Prostori knjižnice pa bodo v torek zvečer pripravili projekcijo filma Čas prvakov iz cikla ruskih filmov, v četrtek popoldne pa gledališko igrico Jaka v prometu. Jaka je pa prvošolček, ki se znajde v prometu prvič in gre za to, da se zaleti v policistko in potem ga ona pelje naprej in zvesta marsikaj zabavnega o prometnih znakih in obnašanju v prometu. Povsem nova aktivnost v okviru Evropskega tedna mobilnosti pa bo četrtkova akcija Knjigofer v sodelovanju z občino Medvode. Prostovoljci bodo z občinskim električnim osebnim vozilom, bralcem, članicam in članom knjižnice na telefonski poziv na dom brezplačno razvažali knjige iz knjižnice. Če kdo takrat ne more priti v knjižnico, če ima kakšne obveznosti, karkoli, nas lahko pokliče, pa knjige dostavimo njim dom tisti dan, to je četrtek. Od 8 do 16 bo ta akcija potekala. S tem v lokalni skupnosti podpirajo trajnostno mobilnost in hkrati dokazujejo, da smo tudi branju prijazna občina. Knjigofer je torej enodnevna akcija v tednu Evropskega tedna mobilnosti, ker pa se v knjižnici Medvode zavedajo, da so v okolici že sicer ljudje, ki bi radi brali, pa v knjižnico zaradi različnih razlogov ne morejo priti in to ne le ta dan, začenjajo z novo storitvijo, z brezplačno dostavo knjige na dom. Na obisku pri 3 uporabnicah storitev o tem, komu pripada ta storitev in kako poteka. Knjiga na dom je enoletni pilotni projekt knjižnice Medvode. Jaz sem prepričan, da med tem časom bodo na državnih ustanovah prišli že tako daleč, da bodo ta zakon o trajnostni oskrbi sprejeli in da bo del te trajnostne oskrbe tudi to, kar mi ponujemo. Torej, da ljudem, ki se jim že na nek način usihajo določene življenjske zmožnosti, predvsem fizične, ampak želijo pa ohranjati svojo vitalnost, torej v tem mentalnem smislu, želijo brati, da mi omogočimo tako, da jim
tisto, kar oni želijo, prenesemo na dom, ampak to ni vse. Mi se s temi ljudmi želimo tudi pogovoriti in pomagati, to se pravi, gre na nek način za neko širšo dimenzijo našega osnovnega poslanstva. Vesel je, da so sodelavci to idejo sprejeli za svojo in apelira ne le na starejše, ki jim je storitev Knjiga na domu prvenstveno namenjena, ampak tudi na njihove svojce, da jim pri tem pomagajo. Potreben je namreč le en klic. Storitev Knjiga na dom pripada starejšim občanom Medvod, ki radi berejo, pa ne morejo priti v knjižnico. Ali trajno, recimo, starejši onemogli, če si želijo knjige, ali pa nekdo, ki ima recimo eno poškodbo, pa ne more šofirati, pa tudi lahko koristi to našo uslugo. Uslugo bomo pokrivali celo občino Medvode, v kjerkoli kraj bo potrebno knjige pripeljati, jih bomo pripeljali. Po potrebi, ja, to bomo pa delali takrat, ko nas bo nekdo poklical. Nekdo, ki bo želel si knjigo, ki jo bo rabil ali pa hodil nekaj lepega prebrati, bo poklical v knjižnico in se dogovoril s knjižničarjem, s knjižničarko, bolj verjetno, katero knjigo, in potem se bomo domenili tudi za termin, kdaj jo bomo pripeljali. In kaj lahko stori nekdo, ki še ni član knjižnice Medvode, pa bi si želel knjige na dom in sodi med tiste, ki bi mu ta storitev sicer pripadala? Ravno tako pokliče in se bomo dogovorili in ga bomo mi v knjižnici vpisali in potem ob prihodu na dom pač uredili še formalnosti v smislu, da prinesemo izkaznico, pa da bojo podpisali pristopno izjavo. Tudi to se bo dalo na dom, pa mi tukaj naredimo, ne bo treba sem priti za take občane. Občina Medvode je knjižnici Medvode vso uporabo ponudila električni avtomobil. Tokrat smo pospremili knjižničarko Tatjano na obisku 3 uporabnic teh storitev. Najprej smo se zapeljali na Svetje k zvesti bralki Nadi. Moram reči, da je to zelo dobra storitev, ker človek pride v situacijo, ko je bolan, pa ne more v knjižnico. Ali recimo pred časom sem tako nesrečno padla, da sem bila na Berglah, pa bi mi ta storitev zelo prav prišla. No. Ker jaz pač berem iz otroštva ven, ne, in knjige mi res ogromno pomenijo. Zelo rada se udeležujem knjižnih večerov, tam si kako noviteto sposodim. Rada delam tole bralno značko za odrasle, ko jo tudi imamo dol. Pomagam si tudi z Slomškovo bralno značko za odrasle, tako da je malo bolj pestro. Včasih si pa tudi kar sama nekaj poiščem. Ne. Pripravila je že seznam knjig, ki bi jih rada dobila na dom ob naslednjem obisku. Ja, vsak dan se nekaj malega preberem, ampak o tem pa ne vodim evidence. Vodim pa evidenco o prebranem, to pa že kar nekaj let. Prav dnevnik branja imam. Potem smo s knjigami obiskali še zvesto bralko Marlizo na Spodnji Senici. Pravkar ste prejeli en kup novega branja. Povejte, kako vam prav pride tale storitev? Zelo, ker ravno kar imam roko zlomljeno in ne morem avto voziti in ne morem niti do Medvod priti in sem res vesela. Ja. In kakšne knjige običajno preberate? Običajno take hribovske, a ne, potovanja, tudi kakšno tako, recimo politično, ne, novejšo, starejšo. Koliko časa na dan pa mogoče porabite za branje? Ja, kar nekaj. Recimo sigurno urco pa pol. In na poti nazaj do knjižnice Medvode smo se oglasili še pri bralki Mariji v bloku na Medvoški cesti. Kaj vam ta storitev pomeni, ta knjiga na domu? Zelo, veste, ker zelo težko hodim tudi, pa stara sem, pa nositi moram, tako pa če mi bodo prinesli, bom pa zelo zadovoljna, pa zelo rada berem. Tako, čeprav slabo vidim s povečevalom pa še. Super. In kakšne knjige najraje prebirate? Ja, kakšne, kako bi rekla, razne potopise, razne tudi zgodovinske, ali pa pač v knjižnici mi gospa Tatjana da zelo lepe knjige, dobre, da sem zadovoljna. Menda polnite že 7. zvezek z določenimi vpisi, kaj ste prebrali?
Ja, pisatelja napišem, potem naslov knjige, potem pa, če mi je na strani kaj lepega za dušo ali pa kaj drugega tako, pa prepišem. Kadar sem pa slabe volje, grem pa zvezke nazaj gledati. In zapeljali se bodo tudi na Katarino ali Belo ali za Vrh in Hraše, vse posod v naši občini, če le dobijo pravi klic. Televizija Medvode se že dalj časa ukvarja tudi z organizacijo in izvedbo proslav in dogodkov, ter tako pridobivamo tudi sredstva za produkcijo televizijskega programa naše televizije. To nedeljo je na otoku Rabu potekala slovesnost ob 75. obletnici italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor, ki smo jo pripravili sodelavci naše televizije. Z ohranjanjem spomina na to taborišče smo pričeli že pred 10 leti, ko smo posneli prvi dokumentarni film o taborišču Rab. Tokratna slovesnost pa je potekala ob prisotnosti najvišjih predstavnikov Slovenije in Hrvaške. Tokratnega rednega vsakoletnega srečanja preživelih taboriščnikov, njihovih svojcev in prijateljev se je udeležil tudi novi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magister Dejan Židan. S hrvaške strani sta bila prisotna odposlanec predsednice Republike Hrvaške in odposlanec predsednika Hrvaškega sabora, ter najvišji predstavniki občine Rab, Primorsko-goranske županije, slovenska veleposlanica na Hrvaškem, predstavniki Zveze borcev za vrednote enobe Slovenije, udruge Antifašista Raba in Saveza antifašističkih boraca Hrvaške in predstavnike koordinacije židovskih občin Hrvaške ter številna združenja borcev iz Slovenije. Izkušnja dveh uničujočih vojen, predvsem pa zločinov, ki so jih povzročili totalitarni režimi, kot sta nacizem in fašizem, je po vojni človeštvo spodbudila k sprejetju zaveze nikoli več vojne. O pomenu splošne deklaracije človekovih pravic je spregovoril tudi slavnostni govornik, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Drznem si celo reči, da sodoben svet in v njem prevladujoče stanje duha človekovim pravicam ni najbolj naklonjen. Pod pritiskom, ali bolje rečeno z izgovorom najrazličnejših groženj, se nemalokrat skuša te težko pridobljene in priborjene pravice krčiti in omejevati. In tudi zaradi tega je oziranje v preteklost čas, ko je bilo človeško dostojanstvo, kot rečeno teptano, človekove pravice internirancev in internirank pa dobesedno izbrisane, neizogibno in nujno. Letošnja slovesnost, tako kot vse dosedanje, ni bila namenjena samo obeleževanju spomina na težke trenutke naše skupne preteklosti, ampak je bila tudi most prijateljstva med hrvaškim in slovenskim narodom. Most, ki nas združuje v spominu in opominu, da se nasilje, povezano z različnimi ideologijami, ne bi več ponovilo. To je bila tudi osrednja tema številnih govornikov, tako slovenskih kot hrvaških, ki so poudarjali potrebo po ohranjanju zavedanja o skupni antifašistični tradiciji. Druženje skoraj 1000 udeležencev srečanja se je zaključilo na Punti Kampor, kjer so člani Društva športne rekreacije Kampor pripravili pogostitev za vse udeležence, ki so se družili še pozno večer. Minuli vikend je občina zadišala po domače. Na Starem gradu nad Smlednikom so kuhali grajski lonec, po Zbiljski Dobravi je zadišalo po belokranjskih dobrotah, pa tudi v Goričanah je kovaško jedro zaživi vedno na razpolago kaj domačega za podzob. 3-dnevni grajski dnevi v Smledniku so novost pa ni tradicionalno tekmovanje v kuhanju grajskega lonca. V tej veščini so se preizkusile 3 ekipe in po glasovih publike in strokovne komisije je najboljši lonec kuhala ekipa, več pa v prispevku. Grajski dnevi v Smledniku so se začeli že v četrtek, saj so v turističnem društvu Smlednik ocenili, da vse načrtovane dogodke ne bi uspeli umestiti v eno samo enodnevno prireditev, tradicionalni 6. grajski lonec. 3-dnevni festival se je tako pričel z odprtjem razstave starih fotografij in rezbarsko delavnico, ki sta jo vodila Miro Rizmondo in Bogdan Jerič. Končni izdelki pa bodo krasili okolico gradu. Rezbarsko je bil obarvan tudi drugi dan festivala, na voljo pa je bilo tudi sestavljanje sestavljank, velikank in druženje. Vrhunac dogajanja pa je bil tudi letos sobotno kuhanje grajskega lonca. V kuhi so se pomerile kar 4 ekipe, 3 stare znanke in 1 novinka.
Med samim kuhanjem pa so mladi animatorji poskrbeli za številne aktivnosti za otroke in zabavo družin, sestavljanje sestavljank velikank in iskanje grajskega zaklada. Preizkusilo se je 12 ekip, torej ekip, ker so bile nekatere družine tudi združene v take večje rodovne skupnosti. Ampak ja, 12 ekip je bilo vsega skupaj, kar je bilo pravzaprav precej več, kot smo pričakovali. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, no, ampak več kot lani, tako da smo zelo zadovoljni. Pravzaprav namen, zakaj smo se lotili tega lova na zaklad, je pa, da letos, kot vam zdaj že večina ve, glede na to, da se toliko govori o tem, Smlednik praznuje 900-letnico prve omembe, torej Smlednik, Raše in še drugi okoliški kraji. In pravzaprav smo s tem lovom na zaklad želeli prebivalce teh krajev, čeprav so prišli tudi drugi obiskovalci iz Ljubljane, naprimer, naučiti jih kaj o naši zgodovini. Predvsem se je lov na zaklad navezoval na življenje na gradu in pod gradom v srednjem veku. V Kuhi so se pomerile 4 turistična društva. 3, ki delujejo v krajevni skupnosti Smlednik, turistično društvo Dolgočajne Moše, turistično društvo Hraše in seveda turistično društvo Smlednik ter novinci, gostje iz turističnega društva Žlebe Marjeta. Ja, če gledamo po teh preštetih glasovnicah, ki so ocenjevali med 150 in 200, tam nekje, ker glasovnice še niso vse preštete. Zadovoljen sem zelo, prvič, ker je bilo lepo vreme, čeprav so bile napovedi drugačne, drugič pa videli se je, da ljudje pridejo, probajo, so navdušeni, plus tega smo pa leta še malo razširili to dejavnost, tako da jaz sem zelo zadovoljen in upam, da bo drug let saj tako, če ne še boš. Kakšna pa so bila pričakovanja in skrivne sestavine? Naše društvo zdaj sodeluje tukaj že od začetka. Zmagali smo enkrat, pa še tisti je bilo, moram reči, da bolj tolažilno, no, po žrebu, srečnem žrebu. Mogoče letos, kaj bo pa letos vaša skrivnost uspeha, da boste pa letos zmagali oziroma kakšna prav posebna receptura? Mi kakšnih skrivnosti nimamo, no. Probamo se vzpostaviti v čas, v katerem se ne bi to dogajalo. Probati uporabiti sestavine na tak način, kot so jih takrat, pa upati na najboljši rezultat. Nam je okus dober, moram pa reči, da je konkurenca letos zelo močna in vse, kar bo boljše od 4. mesta, bo za nas lep rezultat. Pozdrav, smo ekipa turističnega društva Smlednik, nastopamo se pravi 4-tič, 3-krat smo zmagali, letos upajmo, da bomo tu zmagali, če pa ne zmaga najboljši. Kaj pa je skrivnost letošnjega lonca? Veliko ljubezni. Jedi so v precep vzeli obiskovalci in strokovna komisija. Najprej na samo pripravo oziroma pri trebljenju zelenjave in pa rezanju, ali tako imenovana priprava mise en place, potem pa pri samem praženju, zalivanju, samem kuhanju, imeli smo tudi zeliščni šopek, ki naj bi se dodajal vedno na koncu, tako na koncu se dodaja tudi vino ali pa kisla smetana ali pa kis in pa zadnje 20 minut tudi ajdova kaša, da dobimo te pravo gostoto pri samem podlivanju, koliko količine vode za določeno število oseb. Jaz nisem imel nobenega favorita. Videl sem pa vmes, da so eni zelo lepo začeli, vendar na koncu so malo slabše zaključili tudi v količini soli ali pa zato, ker so kuhali ta lonec predolgo časa v odprti posodi, tako da se živila, ki so aromatična v tem loncu, da so se porazgubila po čotor. Poskuševalci in 3-članska komisija v sestavi Boštjan Luštrik in 2 poklicna kuharja, Janez Kosec in Vesna Košir, so skupaj ocenili, da je najokusnejši grajski lonec turističnega društva Hraše. Ekipa iz Hraš je zdaj že od samega začetka tukaj. Zmagali pa se mi zdi, da smo oziroma so, ker prej je bila starejša udeležba in enkrat, prvo leto smo zmagali. Pa letos, ne? Pa mi mogoče poveste, kaj je letos drugače bilo, da ste v bistvu dobili ta zmagovalni lonec oziroma zlato kuhlo, kot smo slišali. Letos smo nastopili z novim loncem,
Včasih smo imeli manjši lonec, nov lonec, pa bolj sproščeno smo pristopili brez kakršnihkoli zadržkov, sproščeno, brez kakršnihkoli priprav in z dobro voljo in humorjem nam je uspelo. Sem probal te lonce in nekako imam isto mnenje, kot je imela komisija. Nekje malo tako, nekje malo prepoprani, nekje malo preslani, ampak načeloma, no, jaz to ocenjujem kot, kako bi rekel, rahu kiks ali pa po domače malo šlamparije. Načeloma so bili pa dost enaki. In kaj pravijo naključni poskuševalci? Ste vse 4 probal? Ja, vse. Kjer je bil vaš favorit? Ja, domačini so bili za mene favoriti iz Dragočajne. Ja, vse sem probal, pa glasoval sem za najboljšega. Ja, jaz sva. Za koga ste pa navijale? Hraše. In kdo je zmagal? Hraše. Mislite zaradi vaju? Ne vem. Mogoče. V nedeljo je v Zbiljah na Vaškem trgu potekal že drugi kulinarični dogodek, ki je organiziran v sklopu jesenskih kulinaričnih festivalov. Avgusta so se nam predstavili kuharski mojstri z jedmi z divjega ameriškega zahoda. Tokrat pa so prišli predstaviti kulinariko nam bližnjih krajev, Bele krajine. Zbiljska Dobrava vse bolj postaja ne zgolj prostor, kamor gredo mlade družine ob vikendih na sprehode, temveč tudi središče za kulinarične festivale. Tokrat so si obiskovalci lahko ogledali kulinariko iz Bele krajine. No, imamo en lep, čudovit dan in tukaj se predstavlja danes Bela krajina v vsej svoji razsežnosti z različnimi ponudniki, različnih storitev, različnih izdelkov in seveda med vsemi njimi smo tudi mi iz gostišča Veselič, tako da vam danes ponujemo kar 5 jedi, pravi imamo belokrajinsko šaro, ohlajenega odojka, ki ga po porcijah prodajamo ali pa po kilah. Potem imamo še testenine z aktivnim črnim ogljem in z 2 polivkami. Ena je pesto iz belokrajinskega česna, druga pa je omaka narejena iz domače slanine s paradižnikovo omako. Potem imamo še popečen sir, mladi na žaru in pa žitno klobaso s krompirjevo solato. Ob dobri pojedini pa se seveda prileže tudi kak kozarček vina. A katerega izbrati za najbolj avtohton belokranjski okus? No, gotovo Bela krajina najbolj poznana po metliški črnini. Vse bolj se uveljavlja modra frankinja, pa tudi belokranjec. Drugače pa od rozejev, penin do posebnih vin, predikatnih, sladkih. Tako da pester izbor je. Poleg same kulinarike pa so tukaj predstavili tudi belokranjsko kulturo. Obiskovalci so si lahko pogledali in tudi kupili mnoge izdelke, ki so značilni za Belo krajino, tako keramične lonce, kot tudi najrazličnejše izdelke iz medu in voska. Poleg tega pa so organizatorji za obiskovalce priredili še tečaj belokranjskih plesov, predstavljena pa je bila tudi belokranjska noša. Ja, značilnost belokranjske noše je prva ta, da je narejena iz lana, cela komplet, se pravi hlač je spodnji del, lajblič zgornji del. V noši so vštikani našitki, so vidni tu. Se pravi, vsaka del Bele krajine ima svoj različen vzorc našitkov, potem se razlikujejo. Potem noša ima tudi pas usnjen, širok, kateri ima tudi na strani različne vzorce, kateri se razlikujejo med sabo. Odzadaj je ruta, rdeča, in na glavi klobuk. Sam festival je bil velik uspeh, saj so uživali tako obiskovalci kot tudi organizatorji. Če ste zamudili ta festival, pa vas Turistično društvo Zbilje toplo vabi, da si obiščete še preostala kulinarična festivala, Festival kranjske klobase in Azijski kulinarični dan, ki se bosta na Zbiljski Dobravi odvila enkrat do konca meseca. Krajevna skupnost in Turistično društvo Goričane Vaše že več kot 10 let skrbita za to, da se krajani med seboj družijo. To najbolj dokazuje njihov sedaj že tradicionalni dogodek, ko vaško jedro oživi. Oživelo je tudi to nedeljo. Turistično društvo Goričane Vaše imajo zelo deloven september. Kljub temu, da so organizirali kino na prostem, vseeno niso zanemarili vaške skupnosti.
Njej na čast so namreč organizirali sedaj že tradicionalen festival Kovaško jedro živi. Ja, v Goričanah se zopet odvija Kovaško jedro živi, kjer je v bistvu prireditev namenjena za nekako naše krajane, da se podružijo, malo pogovorijo, zabavajo, zaplešajo. Na tem festivalu dobro poskrbijo za zabavo svojih vaščanov, saj poleg ansambla organizirajo še različne prikaze starih vaških običajev. Letos so prikazali vaški ohcet, kjer so se mladi člani lokalne skupnosti oblekli v ljudske noše in odigrali ohcet, kot je bil nekoč. Prav tako pa je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše, saj so posebej za njih pripravili še posebne delavnice. Danes imamo kar pester program, gostom bomo ponudili zabavo z ansamblom Taktik. Prikazali bomo tudi ohcet. Kot slišite, en konc muske za tiste, ki imajo rad musko, a ne potem šank za tiste, ki imajo rad šank. Tukaj smo naredili na našem igrišču, ki smo ga, zelo veseli smo, ki ga imamo, tudi promet je velik tlele, smo naredili delavnice za otroke, tako da se otroci združijo na delavnicah. Potem imamo tlele še eno majhno jahalno šolo, smo rekli temu jahalna šola. Ni, ampak 2 konja, ki v bistvu vozita naše otroke do vasi pa da nazaj. A na žalost organizatorjev je zadnja leta viden upad v samem številu obiskovalcev na tem festivalu in na žalost ne vedo, zakaj je temu tako. Upajo le, da se bo v prihodnjih letih obisk zvečal. Mislim, da ta zadeva ni taka, kot smo pričakovali. Bom rekla, da prve 2 leti je bil odziv kar velik, zdaj pa je to kar nekako v zatonu. Ni več toliko efekta, kot ga je bilo včasih. Čeprav moram pa reči, da otroci pa bolj uživajo, kot so pa prejšnje leta. Mislim, da je to bolj otroška prireditev, kar je tudi prav. Tudi drugi sredin večer v septembru je bil rezerviran za ljubitelje glasbe in poezije. Jesenske serenade so letos na ladjo pripeljale kvartet klarinetistov Avista. Mladi glasbeniki skupaj sodelujejo šele 4 leta in so že dosegli zavidljive uspehe, čeprav jih je skupaj pripeljal študij na Akademiji za glasbo. Medvoški publiki so se predstavili z večerom komornih plesov. Za izbrano poezijo pa jih je spremljal dramski igralec Dejan Pevčevič. Aljaž Kalinkante na S-klarinetu, Julija Vrabec in Martina Štraser na klarinetu in David Gregorc na basovskem klarinetu so kvartet, ki je z delovanjem pričel v študijskem letu 2014-2015 pod mentorstvom profesorja Jožeta Kotarja. Namen njihove združitve je bilo izpopolnjevanje v komornem igranju ter po ustvarjanju slovenskih in tujih glasbenih del, udeleževali pa so se tudi številnih festivalov in tekmovanj ter kmalu poželi kar nekaj izjemnih uspehov, začenši leta 2015, ko so na državnem tekmovanju Temsig prejeli prvo nagrado in zlato priznanje. V bistvu smo se od istega profesorja in on je bil v bistvu pobudnik za to, da nas v kvartet da, ker imamo tudi predmetnik komorna igra in glih takrat je bil Temsig tekmovanje in je rekel, da če bi se udeležili in v kvartet skupaj dali. Mlade nadarjene klarinetiste prvenstveno združuje predvsem ljubezen do glasbe. To je sigurno prvo, drugo, kar je zelo pomembno tudi je, da smo radi skupaj, tako da se zelo dobro razumemo in se imamo zelo zabavne vaje imamo in tudi pol nastope in se imamo res fejst, tako da ni neko prisilno delo ali kakorkoli, je zelo radi to počnemo in to je ena najbolj pomembnih stvari, tako da tudi lahko pol nadaljujemo in se imamo fajn in tudi ki dobro igramo pa tako naprej, še fajn koncert. Številni nastopi doma in v tujini jim vzamejo kar nekaj časa, zato je glasbeno udejstvovanje že krepko zarisalo v njihova življenja in tudi zato si tudi po končanem študiju želijo nadaljevati začeto pot. Želimo si, zdaj res študij gre k koncu, ena izmed naših članic gre v Švico študirati, tako da to bo zdaj nekoliko težko, mogoče bomo probali nadomestiti. Oziroma še ne vemo, nismo se še prav
dogovorili, kaj bomo s tem naredili, ampak ja, bi radi nadaljevali s to, mislim, da fajn gre in ja, se imamo fajn in bi še naprej radi nadaljevali. Vezno besedo pa je tokrat oblikoval Dejan Pevčevič, prekaljen stalen sodelavec jesenskih serenad, ki je znan tudi po tem, da se svojo interpretacijo na izviren način vklopi v glasbene točke in na ta način poskrbi, da je koncert, ki bi bil sicer lahko le nastop izjemnih glasbenikov, postane tudi prava predstava za vse obiskovalce. Pri tokratnem izboru je ideje dala kar klarinetistka Julija Vrabec, katere okusu se je tokrat Dejan Pevčevič z veseljem prepustil. Moram reči, ko sem najprej prvič to prebral, mi je bilo zelo tako relativno težka poezija. Jaz bi mogoče dal eno lahkotnejšo, samo zaradi uravnoteženosti, da je ena recimo srednje težka, pa ena malo težja, pa ena malo lažja. Ampak vseeno se mi je zdelo, da sem videl neko rdečo nit skozi vse skupaj, in zato nisem posegal v to in sem vse skupaj vzel kot en izziv. Na tokratnih jesenskih serenadah smo obiskovalci dobili še dodatek, ki ni bil zapisan v programu, molitev v interpretaciji Dejana Pevčeviča. To me je pa kar v bistvu v enem trenutku se mi je zazdelo, ker sem gledal ta kupček teh kartic, pa sem malo gledal, kaj to je, bila neka molitev. In se mi je zdelo, tudi jaz sem zdaj mogoče na nekem malem razpotju, ko se človek samo sprašuje in tako, sem rekel, ja, mogoče, če bi pa jaz našemu božanstvu spustil eno vprašanje oziroma malo poprosil za pomoč, mogoče mi je pa doleti kakšen odgovor, pa sem si drznil to nekako zapakirati v en tak kratek bis, na hitrico prebrati teh par nekaj verzov, ki je bilo tudi napisano v Rimi, seveda z dovoljenjem gospoda župnika. In ja, tako nekako je to ratalo. V bistvu, tako kot sem rekel, prvič v zgodovini, moji zgodovini jesenskih serenad, sem si to pač nekako prvošel. V okviru letošnje Evropske kulturne dediščine se javni zavod Sotočje aktivno vključuje v predstavitev objektov, ki gostijo letošnje jesenske serenade pri nas. Župnik Jože Čuk, ki je serenadam prijazno odstopil prostore cerkve svetega Petra in Pavla, je zbranim obiskovalcem sam predstavil to prijetno cerkvico na ladji, ki je bila tokratnim gostom zelo všeč. Meni je bilo v bistvu zelo sproščeno. Zdaj, če pa pravico povem, je bilo najbolj od teh 3 koncertov, ki smo jih do zdaj imeli. Ja, meni je bilo zelo fleten. Akustika primerna? Ja, čist fajn, mislim, da na odru zelo v redu počutimo, moče eno pikco odmeja, ampak je zato, kaj je cerkev. Moče edin, ko smo imeli težave, da smo težko najdli cerkev. Jaz sem bila tudi 3. cerkev, v kateri smo prišli, pa vprašali za, katera bo ta prava. Naslednjo sredo bodo jesenske serenade gostovale v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah. Nastopila bo vokalno-inštrumentalna skupina Ridjamo. Nordijsko športno društvo Medvode je bil organizator nedeljskega državnega prvenstva na tekaških rolkah v Preski. Tekma, ki je štela tudi za poletni pokal Geoplin, je postregla številno udeležbo večine slovenskih smučarskih tekačev in tudi biatloncev, ki so se v fazi poletnih priprav na zimsko sezono spopadli z izjemno zahtevno traso na Tehovec. Med ženskami je slavila članica športnega društva Gorje Eva Urevc, med člani pa domačin Rok Tršan, sicer član TSK Logatec. Tekme na tekaških rolkah imajo v Medvodah že dolgo stalnico. Pred 20 in več leti so se v poletnem času merili tudi tekači v mednarodni konkurenci. Tokratno državno prvenstvo pa je predstavljalo vrhunec domačih tekmovanj smučarskih tekačev in biatloncev pred letošnjo zimo. Na tekmi startom v Preski se je pomerilo 170 tekačev in tekačic iz 12 slovenskih klubov, med drugim skoraj kompletna članska ženska tekaška reprezentanca z Ana-Marijo Lampič, Katjo Višnar, Alenko Čebašek in Anito Klemenčič na čelu. To je v bistvu, tudi če gledamo zimsko sezono in poletni pokal Geoplin na tekaških rolkah, mislim, da je to tekma, ki ima največ udeležencev, najbolj kvalitetnih, bom rekel, tako udeležencev. Ker trenutno so v moški in ženski članski konkurenci prisotni vsi najboljši slovenski smučarski tekači oziroma tekači na tekaških rolkah, tako da tudi v zimskem času po vsej verjetnosti kakšne take tekme podobne s tako udeležbo sigurno ne bo.
Tekma na strmi in zahtevni cesti med Presko in Tehovcem je štela za državno prvenstvo že pred 2 letoma. Članice, mladinke ter mlajši mladinci so tekli iz Studenčic do Tehovca na 4,5-kilometrski trasi s 300 metri višinske razlike, člani so se iz Preske vzpenjali 6,5 km ob 400 metrih višinske razlike. Klanec ponekod doseže tudi 20-odstotni naklon, s čimer je to trasa brez primerjave v slovenskem prostoru, tako poleti kot po zimi, na kateri se znajdejo predvsem lažji in bolj vzdržljivi tekači in tekačice. Je pa to ekstremna tekma, no. Zelo strmi vzponi so vmes je treba še rolke dol dati, tako da je ti še mečken ritem zmot. Ampak se pravim, za vse je enako, tukaj se pač tisti, ki so najboljši, zmagajo. To je dejstvo. Med moškimi absolutno je zmaga ostala doma, zahvaljujoč Roku Tršanu, predstavniku biatlonske reprezentance in članu TSK Logatec. Slavil je pred Benjaminom Črvom, Domnom Potočnikom in Miho Šimencem. Janez Lampič je bil 10. Ja, na progi je bilo težko. Vsi so mi govorili, da je Klanec zelo težek. Sam te proge nisem poznal, razen prvi del, tako da sem začel malo bolj rezervirano, potem na klanec pa pač, kolikor je šlo, in na koncu je bilo dovolj za zmago. Sicer tekači ste v fazi najbolj intenzivnih priprav na novo sezono. Povej, kaj se trenutno dogaja pri tebi? Ja, mi v bistvu, jaz treniram biatlon in imamo mogoče malo drugače kot tekači. Oni imajo za sabo že nekaj več hitrega, intenzivnega treninga. Mi vseeno treniramo še malo bolj počas, pa imamo daljše treninge. Bomo začeli s temi intenzivnejšimi malo kasneje, ampak zaenkrat gre vse v redu. To bazo, kot mi pravimo, smo zaenkrat naredili zelo dobro, tako da v bistvu ta podlaga za te hitre treninge, te težke, je zaenkrat zelo dobra. Medtem ko smo Roka lansko zimo pogrešali na preizkušnjah svetovnega pokala, saj je praktično celotno sezono izgubil zaradi poškodbe hrbta, ima pred letošnjo zimo 26-letni Valburžan povsem drugačne načrte. Zdaj so pa v bistvu cilji so visoki. V svetovnem pokalu si želimo v bistvu redno v točke svetovnega pokala, pa tudi kakšno dirko med 20, to je za letos, potem pa v bistvu skozi vsako sezono po nekak 5 mest stopnjevati, da bi bil še više pa med 10-terico. Mislim, da to sem sposoben, če naredim res super na strelišču in pa tudi na progi, bi to bilo že kar realno. Med ženskami absolutno je slavila Eva Urevc, članica ŠD Gorje, pred Alenko Čebašek, Anjo Mandelc in Katjo Višnar. Anamarija Lampič je bila 13. Predvsem tega nisem pričakovala, ker Alenka je v tej panogi res močna, ampak presenečenje sama sebe in tudi ostalih, tako da sem zelo zadovoljna. Sicer nekateri vzponi so kar naporni. Kako samo ocenjuješ recimo tole progo, kako ti je všeč, kako ti ustreza? Meni drugače klanci ustrezajo. Ustreza mi tudi to, da je bilo na začetku zelo nagor, potem se je majčkeno spustilo, da se nadihaš in potem naprej vzpon, tako da to mi kar ustreza. Ja. Za domači klub Nordijsko športno društvo Medvode je nastopilo 17 tekmovalcev. Najbolj pa so se izkazali Anže Gros z naslovom prvaka med mlajšimi mladinci, Jaka Marinko z osvojenim drugim mestom med mlajšimi dečki, ter Manca Mašič in Hanna Jamnik-Mazi s 4. mestoma med starejšimi oziroma mlajšimi mladinkami. Z našimi rezultati z takšnih tekmovalcev sem kar zelo zadovoljen. Zmaga Anžeta pri mlajših mladincih, potem Jaka Marinko je bil drugi pri mlajših dečkih, Hani Mazi Jamnik je pa mečken zmanjkal do medalj, tako da jaz mislim, da to je kar lepi uspehi. Tako da ostali so bili pa še mečken zmatrani, tako da mečken se pozna, da pač tisti, ki sedaj smo v polnem treningu, sedaj so dela največja količina v celem letu in nekatere, sicer ta teden smo poskušali mečken malo spustiti tempo treninga, ampak kljub temu eni so še kar precej utrujeni in so tukaj gor pač niso naredili take rezultate, kot smo bili zmenjeni. Organizator Nordijsko športno društvo Medvode pa se je s tekmo na Tehovec poslovil tudi od dolgoletnega sodelavca in sekretarja kluba, nedavno preminulega Klemna Svolška, ki so se mu v cilju poklonili z minuto molka. Poročamo o rezultatih starejših selekcij NK Jezero Medvode v preteklem tednu. Članska ekipa je v 3. krogu lige MNZ v gosteh premagala Hermes Ljubljana z 0:5. Ekipa Združenih kadetov Škofja Loka Medvode je v 2. krogu Gorenjske nogometne lige na domačem igrišču remizirala proti Zarici Kranj z rezultatom 2:2. Ekipa Združenih mladincev je bila pretekli teden prosta.
Medvoški policisti so v tem tednu obravnavali 3 prometne nezgode na območju občine Medvode. Nek nespreten voznik je na parkirišču trčil v parkirano vozilo in potem pobegnil. Na ladji je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško in otroka v vozičku. Peška se je v nesreči hudo poškodovala. V Goričanah pa je prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami in sicer zaradi izsiljevanja prednosti v križišču. Policisti pa so zaznali tudi elemente kaznivega dejanja nevarne vožnje. Zoper oba povzročitelja nesreč s telesnimi poškodbami bodo podali kazensko ovadbo. V Medvodah je nekdo poškodoval tujo stvar. Policisti so obravnavali tudi 3 vlome v novogradnje v Medvodah, vlom v osebni avtomobil v Smledniku in neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili na Topolu. Zaradi številnih vlomov v vozila in stanovanjske objekte vas policisti pozivajo k dodatni previdnosti. Če boste opazili sumljive osebe, jih pokličite na 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Prihodnji teden bo v Sloveniji potekal projekt Teden mobilnosti in tudi na območju Medvod bodo nekatere ceste zaprte, potekal pa bo projekt Pešbus. V prometu bo več pešcev in kolesarjev, zato voznike pozivamo na upoštevanje cestno-prometnih predpisov, strpnost in previdnost. Policisti opažajo, da kolesarji vozijo po površinah, kjer je promet zanje prepovedan in pri vožnji pogosto ne upoštevajo pravil vožnje v skupini. Zato jih opozarjajo na upoštevanje prometne signalizacije in naj bodo pri vožnji pozorni. Za danes je to vse, kar smo pripravili za vas. Obeta se lep poznopoletni vikend. Ne zamudite ga in ne zamudite naše informativne oddaje prihodnji teden. Na snidenje.